se dogaja znotraj Irana, ko skodelica kave postane luksus? Veste, da ljudje resnično občutijo gospodarski pritisk. V Iranu inflacija zdaj presega 60%, medtem ko se rial menja po približno 185.000 za dolar. In za mnoge Irance tudi preprost obisk kavarne postaja predrag, medtem ko divja vojna med Islamsko republiko in Združenimi državami. Zdaj kava, ki lahko stane nekaj milijonov rialov, morda se to ne sliši veliko, dokler ne pomislite, da mnogi delavci zaslužijo okoli 200 do 250 milijonov rialov na mesec. In ni samo kava. Poraba mlečnih izdelkov je padla s približno 130 kg na osebo na leto v letu 2010 na le 40 kg danes. Ljudje si ne morejo privoščiti mesa, ne morejo si privoščiti mlečnih izdelkov. Torej seveda, vprašanje je, kaj nam to pove o tem, kako močno iransko gospodarstvo prizadene navadne ljudi. In zdaj se nam pridružuje, da to razloži, da razčleni te številke, je dr. Sona Kazemi, docentka na Univerzi Wisconsin-La Crosse. Torej, Sona, ko ljudje opuščajo nekaj tako osnovnega, kot je meso, kavo, obroke v restavraciji, kaj nam to pove o globini iranske gospodarske krize? Kakšno je trenutno življenje povprečnega Iranca? Pozdravljena, Nataša. Hvala, ker ste me povabili. To je res vprašanje, ki si ga zastavljam ne le v zadnjem letu, v luči vojne z ZDA in Izraelom, ampak tudi dolgo, dolgo pred tem. Ko se je revolucija zgodila pred 47 leti, je bilo 7 iranskih tomanov vrednih $1 ameriški. Leta 2007. 700 tomanov je bilo $1 kanadski, kajne? In zdaj je 186.000 tomanov $1 ameriški. Tako da si lahko to nekako predstavljate morda kot graf v svoji glavi, kaj je pomenilo za iransko gospodarstvo, da je v rokah Islamske republike. Torej zdaj, to bi bilo morda res zanimivo za vaše gledalce, ki morda vedo, da je Iran velik 1.600.000 kvadratnih kilometrov. To je ogromna država, ki ima v lasti 4% svetovnih naravnih virov. 17% svetovnega zemeljskega plina in je tretji največji izvoznik nafte. Zato se morda sprašujejo, zakaj ta država tone v revščino. Odgovor je v tem, da je denar, ki bi moral biti porabljen za njihovo infrastrukturo, za njihovo gospodarstvo, za gradnjo šol in bolnišnic, je bil porabljen za gradnjo jedrskega programa, ki ni proizvedel niti 1 kilovata energije za prebivalce, ampak je namesto tega prinesel sankcije in bedo. In to, kar vidimo zdaj, je 261% medletna rast cen mesnih izdelkov. Wow, mislim, res, te številke so res šokantne, očitno. Kaj to pomeni v smislu sprememb, ki jih iranske družine trenutno doživljajo, še posebej otroci? Govorimo o teh številkah, ampak ko razumeš vpliv na terenu, je to nekaj povsem drugega. Dobro opravljeno, dr. In ne samo Esselstyn. otroci. V redu, zdaj vas Za trenutek slišimo. ste Nadaljujte. izginili, oprostite. Ja, ne samo otroke, ampak tudi, veste, ljudi z invalidnostjo, marginalizirane skupine, brezdomce, starejše ljudi, ljudi, ki živijo od pokojnine. Veste, to je vplivalo in tudi v zadnjih nekaj tednih zaradi vojne in dejstva, da je veliko ljudi izgubilo zaposlitev, zaradi bombardiranja petrokemičnega sektorja na jugu in tudi jeklarne v Isfahanu, je veliko ljudi izgubilo zaposlitev. To je potisnilo še nekaj milijonov ljudi v revščino. Ampak ponovno želim biti zelo jasna, ko sem zapustila državo, mogoče nekateri, veste, ljudje so si še vedno lahko privoščili piščanca in meso, ampak zdaj je meso, ne glede na to, ali je rdeče ali belo, postalo luksus, ki si ga ljudje ne morejo več privoščiti. Tako si lahko predstavljate, kaj se dogaja z otroki, ki odraščajo, in starejšimi ljudmi. V zadnjih nekaj mesecih je to postala prava katastrofa, ko je še več ljudi potisnjenih v revščino.
Veste, dr. Sona, rada bi vas vprašala, kakšno je vaše mnenje ali vsaj kaj ste slišali od Irancev na terenu, glede tega, kaj si želijo, da bi se zgodilo naprej v luči vsega tega. Ali obstaja realna pot iz tega gospodarskega pritiska, ki ga trenutno opažamo? In ali verjamejo, da se mora ta vojna nadaljevati, da bi morali Združene države in Izrael obnoviti napade na Islamsko republiko, ali pa bi raje videli neko vrsto premirja v tem trenutku, da bi poskušali pomagati in obnoviti tisto, kar je ostalo od gospodarstva? Prav. No, ljudje so v nekakšnem limbu, kaj ne? Mislim, Iranci živijo v zelo nenavadni situaciji, kjer so upali, da bo mednarodna skupnost posredovala in jim humanitarno pomagala. Ker 40 tisoč Irancev je izgubilo življenje zaradi strojnic režima na ulicah. Ljudje so torej travmatizirani, ljudje so revni, ljudje so utrujeni od teh 47 let korupcije, sovražnosti in nasprotovanja svetu, ki jim ni prineslo nič drugega kot sankcije, izolacijo in bedo. Toda v tem trenutku resnično upajo na rešitev. Vedo, da nočejo te vlade, te teokracije, islamskega režima, tega zagotovo nočejo. Nočejo pa tudi brezposelnosti, nočejo biti ubiti, nočejo revščine. Tako so Iranci trenutno v zelo ranljivem položaju, kjer jih niti ne upoštevajo v mednarodnih, pogajanjih. Veste, ta memorandum o nesporazumu, če hočete, ni vključeval iranskega ljudstva. Resnično potrebujejo, da svet vidi, da je v tej državi 92 milijonov ljudi, ki so pravi lastniki te države, te dežele. In ne želijo sovražnosti do nikogar, želijo si le normalnega življenja. Želijo si, da bi lahko šli v restavracijo, si privoščili meso, poslali otroke v šolo in šli v službo z zavedanjem, da otroci ne bodo ubiti v šoli in da do konca dneva ne bodo ostali brez službe. V redu, rada bi se vam zahvalila, da ste se nam pridružili, dr. Sona Kazemi, kot običajno. Zelo zanimivo je bilo slišati vaše mnenje o vsem tem.